Spoštovane in spoštovani, tokrat gostimo drugega izmed letošnjih prejemnikov plakete dr. Slavka Gruma, vsestranskega glasbenega ustvarjalca Luko Grobovška. V svoji dolgoletni karieri je pustil neizbrisen pečat v različnih glasbenih zasedbah, zagotovo pa še ni zaigral zadnjega tona. Luka, čestitke ob prejemu plakete dr. Slavka Gruma in dobrodošel v oddaji Kulturni kolač. Hvala lepa. Priznanja, še posebej tako dragocena, kot je plaketa dr. Slavka Gruma, dajejo prejemnikom nov ustvarjalni zagon. Kako pa je s tabo? Ja, vsekakor je to pusti nek pečat na nekem delu, ko ga opravljaš, sploh če si že o tem toliko cajt, pa se trudiš na tolikih področjih nekaj narediti, nekaj dobrega, kvalitetnega, tako da če te nagradijo za vsa leta nekega uspešnega ustvarjalnega obdobja, se mi zdi, da je to, kar ti da neko energijo za ustvarjati naprej še. Pa se dotakneva malce tvojih začetkov odkrivanja glasbe. Začel si šolanjem na glasbeni šoli v Zagorju, izbral si harmoniko. Kako si se odločil ravno za ta inštrument? Tiste cajte, ko sem jaz začel glasbeno šolo hoditi, je bila harmonika tako prvi izbor v prvi večini sošolcev ali pa znancev, prijateljev, karkoli. Harmonika, kitara, to smo poznali. Je pa dejstvo, da tudi pri nas doma je bila harmonika, starata je igral in je že po mojem skozi to me gnal naprej, da je treba tiste tipke zbrati. Ampak tvoj storoče je bil tudi precej aktiven glasbenik. Ja, ta je igral pri ansamblu Janeza Mahoviča, to je tiste Avsenikove cajte, in to je bila ekipa res dobrih glasbenikov, tudi Srečko Sušnik je igral tam trobento, pa kasneje pa midva skupaj igrala pri Zasavcih. In oni so preigrali kar lep del Evrope. Tudi glasba je bila zelo, zelo fajn narejena. Premalo poznana sicer, glede na kvaliteto besedil, melodij. Tako da meni je žal, da ni kakega updata Mahovičeve muzike, ker to bi bilo res dobro slišati. No, sva že omenila, da se tvoja glasbena pot začela v družini. Omenila sva tvojega starega očeta, pa tudi tvoj oče je bil glasbenik. Pa mi povej, a sta bila na nek način tudi tvoja vzornika? Mislim, da največjega vzornika imam jaz svojega starega očeta, ker je tudi največ glasbeno mi doprinesel in skozi gledanje na glasbo in na tisto navdušenje, ko ga je on čutil do glasbe, ker to se danes kar izgubi, danes je samo glasba kot nek poklic ali pa samo kot nek hobi, ker ga pač upravljaš ali pa karkoli drugega. Ampak včasih so znali to glasbo čutiti, tako ko se pozablja sicer danes. In ata je, je bil glasbenik s srcem pa dušo, tako da on mi je največ dal, kar se neke glasbe tiče ali pa enega zanosa. Ampak tvoj oče je igral pa bas kitaro. Bas kitaro kot inštrument si precej hitro posvojil, se pravi, si vzel nekako svojo, tudi že med samim šolanjem na glasbeni šoli. Je to res, pa kako to? Ja, to z letine, pa pri mladostniškem letam, pa že ni več harmonika tako atraktivna za odzun biti, ali kakorkoli. Nisem pa jaz basa dejansko izbral tako kot marsikatero kitaro, pač gremo na piknik, pa bomo punco osvajali. Ampak pri nas je bila zmeraj, inštrumenti so bili po celi bajt in tista bas kitara je bila skozi tam lepo parkirana, pa se je tako lepo svetla, pa tiste 4 strune, to je tako interesantno izgledalo. Pa pač prinese, pa probi, in je bilo to po mojem ljubezen na prvi pogled, tako da. Ampak je pa razlika, igrati melodični inštrument s tipkami ali pa ritmični inštrument s strunami. Ti je ta v bistvu dvojnost teh dveh različnih inštrumentov predstavljala kakšno težavo? Ne, meni osebno ne,
ker tudi tako pač skozi šolanje za harmoniko dobiš neko vizijo za tisti inštrument, kako ne bi bilo, kako ne bi zvenel. Tako da jaz tudi basa nisem nikoli smatral kot ritmični inštrument, ker dejstvo je, da tudi če si ti v enem bendu igraš zraven kot basist, postaviš neko osnovo za nek akord, lahko imaš proste roke, lahko karkoli pač počneš. In bas ni sam CG, tako kot je pregovorno, ne, ampak se da marsikaj narediti, ne, če se če. S tem je počasi bas kitara postala tvoj prvi oziroma primarni inštrument. Na začetku si igral v več teh, rečemo temu, mladinskih pop, rock zasedbah, skupinah, ampak tvoj prvi pravi preboj je pa, ko si se pridružil skupini Druga dimenzija. Kako si prišel do njih? Mi smo že sicer prej igrali pa kakšne te rockerske preigravanja. Je bilo pa na nas lepo tako, da je Sašo Groboljšk, ko je delal pri Igorju Podpečanu v studiu kot tonski tehnik, je snemal te pobe, ki so gor snemali in nisem imel basista, ne. In je poklical me en dan, če me zanima, da je pač gor en bend, ko rabi basista, če bi prišel pomagati ali kakorkoli. In tako se je začelo, da so bili v bendu Andrej Ikica, Ante Rota, Matjaž Klančar, njega je kasneje zamenjal Aleš Poje, pa Klemen Benko na klaviaturah. In to je res taka zelo, zelo dobra ekipa za ustvarjati glasbo, nadarjena. In to je bilo zelo lepi trenutki so bili in v studiu in v živo, ker je bilo igranje, je bila neka taka simbioza med vsemi. Kaj pa se potem zgodi s to drugo dimenzijo? Mislim, leta prinesejo svoje, ne, tudi pa službe pa ostalo, pa različni pogledi znotraj glasbe, kaj bi kdo želel delati ali kaj bi kdo želel početi. Tako da smo pač tako šli vsak na svojo stran ustvarjati svoje stvari naprej, ne. V začetku stoletja oziroma leta 2003 se je v Zagorju ustanovil Big Band, večja skupina glasbenikov, ki je prinesla drugačno glasbo. Ali je ta glasba, ta zvrst glasbe pomenila nek nov tvoj ustvarjalni naboj, nov ustvarjalni zagon? Je, mislim, ta swing, ko ga je Big Band igral, kar dosti let, je dal en velik pečat. Tako. Mislim, zdaj sicer swinga prej nisem poznal, dokler nisem ga nekaj zelo preigraval pa poslušal, ampak po prihodu v Big Band je Peter Kudar, ki je bil dirigent tedaj, je zelo delal na tem, da dejansko vsi začutimo ta mood, ta swing, ta ritem, in se mi zdi, da je tudi Big Band res funkcioniral na takem nivoju, da in tudi ta glasba je nekaj ti doprinese dejansko, karkoli pač slišiš, ali je to latin, ali je swing, ali je rock and roll, ali bilo karkoli drugega, ne. Ampak se mi zdi, da je od vseh zvrsti, poleg narodno zabavne, ker je pač bila že od otroštva naprej obajati, ne, se mi zdi, da je to meni najbližji zvrstno tako. Pa za Big Band si napisal tudi nekaj aranžmajev, če se ne motim. Ja, mislim, to so bili pol poskusi, tisti je bilo že medčkaj prej sicer. Zanimalo me je pač, kaj lahko naredim, ne, kaj lahko, da prestaviš iz glave vse tiste ideje, ko jih slišiš, ne vem, ali za neko priredbo, ali za lastne skladbe, ne. Ker je res interesantno, kaj se da razpisati za take. In ko smo igrali razne privške, pa to, mislim, to je dejansko glasba tako narejena, tako lepo zorkestrirana, da če si vsaj malo muzikalen, te drži, to bi jaz probal, ne vem, nekaj svojega
napisati, da vidimo, kako zveni, pa vse se moraš naučiti. Jaz nisem, ne vem, študija delo za aranžiranje, ampak greš malo po malo. Pa je to. Big Band je pa gostil tudi različne ostale dirigente, aranžerje, ki so pripeljali pač svoj pečat, so dali svoj odtenek k igranju Big Banda. Kako pa je delati s temi, bom rekel, dirigenti, naprimer dirigent Big Banda RTV Ljubljana je bil gost v vašega Big Banda, pa še par ostalih. Kako delati pa s temi uveljavljenimi ustvarjalci? Mislim, jaz bi rekel, da je tle velik del naredil Peter Kudar, ker nas je pripravil na takem nivoju, da smo lahko igrali s drugimi dirigenti, ne, da smo pač vedeli, kako naj bi se na nekem nivoju obnašali ali funkcionirali. Tako da je zanimiv, ker je pač pristop je drugačen, ne zveš pač neke druge fore, neke finte, pač so pa vsi normalni ljudje, vsi so zelo človeški, vsi so zelo prijazni, ni noben neki zelo haj, da se ne bi dal pogovarjati. Tako da, če ti karkoli ne gre, ti lepo povejo, kako bi drugače zapeljali neko linijo, ko jo imaš ti napisano, pa si jo pač predstavljaš po svoje, ne, pač on pa kot dirigent ali aranžer po svoje, ne, tako da tle je zmeri se dalo vse lepo narediti, ne, pa dejansko zanimiva izkušnja. Ja. Nedolgo zatem, ko si postal član Big Banda, si se pa pridružil tudi pihalnemu orkestru Sveja Zagorja. Ampak nisi ne pihalc, ne trobelc. Ne, basist. Ja, basist. In vloga basista v pihalnem orkestru, kako to v bistvu funkcionira? Mislim, jaz pri Sveji ne hodim okrog po koračnicah z agregatom pa bas kitaro, ampak sem bolj pridem upoštev na kakih koncertih ali kakšne zabavne glasbe, lahko tudi pač karkoli drugega se ali prepiše ali karkoli mi pač dajo note od katerega drugega inštrumenta, ampak pride pač upoštev, ne pride upoštev vse posod, ne, samo to je, ni za napleše ali pa za kamorkoli drugam, ampak za te gala koncerte pa popevkarske zadeve, ne. Ampak tvoja vloga v teh večjih skupinah, kot sta Big Band, pa tudi pihalni orkester, se iz, rečemo, tipičnega inštrumentalista, ne, počasi prelovila tudi v vlogo aranžerja. Sprav si pisal aranžmaje za obe skupini. Za pihalni orkester mogoče najbolj znana priredba skladbe Mala Zagorjanka, ki v osnovi avtorsko delo skupine Zasavci, kasneje so jo rokovsko obdelali Orleki, ne. Ti si pa napisal aranžma, mislim, da na izboru Zasavca leta svojo priredbo. V čem se ta tvoja priredba loči od originalnega komada in pa od te rokovske izvedbe Orlekov? Jaz tudi, ko sem se spravil to pisati, nisem imel glav pač, da bi mogel zdaj neke smernice vleči skupaj z Orleki ali Zasavci, kakorkoli, ker dejstvo je, da pač originalno so dali Zasavci ven in tiste trobente, tiste kastanjete pa vse ostalo, kar je prineslo zraven, ne, je dejansko naredil ta komad, ne vem, saj meni takega, kako naj bi bil, ne. In v tej smeri sem tudi šel, pač je bil nek homaž prvi izvedbi, ne rockerski, ker pač, ne vem, jaz v tistem nisem bil zraven, tako da je tudi aranžma načeloma bolj narejen v tej smeri originala, ne. Je pa, sem probal še malo razdelati, da ne zveni pač kot neka čist klasična koračnica za pleh muziko, ne, ampak da zveni nekako popevkarsko poslušljivo, ne. Kot
ustvarjalec, ne, si naredil tudi priredbo Avsenikove na mostu, kjer sta sodelovala pa tudi Zagorski oktet pa ženski pevski zbor Lipa. Ne. Kako je bilo pa s tem? Zagorski oktet je imel, mislim, da so tudi obeležili 40-letnico delovanja, če se ne motim. In mi smo bili z Oberle orkestra takrat gostje in vem, da se je pripravilo program in se je dal pobudo, da pač na koncu naredimo neko skladbo, da vsi zaigramo, vsi zapojemo, ne, in ta skladba na mostu je meni osebno zelo lepa, zelo blizu. In sem pač napisal nekaj aranžma, katerega so pol zapeli še in pevci in pevke skupine Lipa in je bilo res fenomenalno vzeti tudi med publiko takrat. Ne. Se pravi, in inštrumentalni del in pevski del si mislim, nekako oba skupaj ležita. Ne? Si kasneje še kdaj naredil kakšno priredbo tako za pevce oziroma za zbor kot za glasbeno skupino? Ja, sem ne za pihalne orkestre, karkoli celo pol zdaj kasneje za zasedbo Lagard. Tle se je pa pač tudi veliko dogajalo in z zbori in z orkestri in z vsem ostalim, tako da je bilo še, ja. Tik pred praznovanjem 45. obletnice delovanja skupine Zasavci si se jim pridružil. Zanimiva zgodba, ti kot mladinec, mladenič, fantje starejši, je bilo kaj težav s komunikacijo, so te fantje sprejeli med sebe? Ne, težav ni bilo benih, mislim, to so res ljudje na nivoju, mislim pa na mestu. Je pa bilo, mislim, smešno, ne, ko sem že prej rekel, da sta Sušnik pa moj starata skupaj igrala mladinca okrog Zmahkoviči, ne, pa da je pol to kasneje, pa jaz pa Sušnik v istem bendu igrava, ne, pa je res namečken, mislim, glede na to, da so bili fante, kaj 30 plus let starej, ko jaz, ki sem prišel kjer, ne. Ampak jaz sem do njih čutil spoštovanje, ker pač sem vedel, kaj vse so že prej igrali, kaj vse so naredili. Oni pa pač kontra nazaj, se pač smo vedeli en za drugega, kaj kdo počne, ali kakorkoli pa. Je pa bila dejansko zanimiva izkušnja, ja, tista leta z njimi, ja. Glede na to, da so fante precej starejši od tebe, ne, je pa njihova energija na špilih neverjetna. Ja, to je pa nepredstavljivo, koliko energije imajo. Mislim, so imeli za časa igranja, ne. Ker tiste prva leta, ko sem jaz prišel zraven, ne, pa saj smo igrali, ampak mi smo bili navajeni koncertu 2 ure ali pa 2 ure pa pol je bilo že veliko, ne, pa si šel dol. Zdaj pri Zasavcih je bilo pa pač to po 12 ur v enem šus. In jaz sem bil že 30 let mlaj, pa sem bil že zdelan v ponoč, buden je pa še kar plesal do 5 zjutraj gor po odri in vsi ostali. Mislim, to so me res toliko kilometrine, pa tukaj ene energije, da je to dejansko nepredstavljivo. Ne. Pa igraš še malo naprej, ne. Znal si potem, da ne igraš zgolj samo v eni skupini, v enem bendu, ampak si član različnih zasedb sočasno, ki so tudi žanrsko različne. Ne. Za začetek omeniva, ne, da si igral v skupini Miga Dixie Band, ki je žal zelo hitro končala s svojim delom. Potem si pa pristal v skupini Golden Dixie Boys. Ne. Ta slednja skupina Golden Dixie Boys je pa v bistvu dejansko postala bolj prepoznavna v tujini kot pa doma. Mislim, Miga Jazz Band, to je projekt Lovra Ležiča, ne. To je zelo luštna zasedba. Zdaj Dixie kot tak je že meni že tako blizu zaradi pač tega swing mooda, ne. Pa kontrabas lahko igram tam kot drugod razen pa valčkih ga nimaš, ki jih veliko za ponuditi, ne. Ja, in nažalost ni dolgo trajalo. Zdaj, ker je pa Golden Dixie Boys, Igorja Podpečana, je pa pač se probali nekako malo bolj na nivoju postaviti, pa malo bolj prepoznavno. Je pa dejstvo, da
ta muzika pri nas ni nekaj zelo naprej vzeta. Ne. Je pa tujina bistveno več trg, tudi trg, kjer se dejansko skrbi za tako zvrst in se ustanavljajo klubi in koncerti razno, ne, tako da je tam bistveno lažje priti zraven, kot pri nas. Ne. Zanimivo pa tudi tvoj projekt Oberlele Orkestra. Kaj je to? To je padla ideja. Tista prva leta, ko so v Slovenijo začela prihajati ukulele, napredni ratu ta ukulele boom sicer. Ne. In jaz sem ta inštrument dobil v roke in to je bilo isto kot z bas kitaro. Toliko let nazaj, neka ljubezen. In to je zazvenel in ta tretji, četrti akord je bil že komad in sem rekel, ne, to je treba nekaj narediti, to je pač dobro, da bi kar pač pustil pa malo tako igral. In se je porodila ideja, da bi združil pač narodno zabavno zvrst pa ukulele in iz tega je pač nastal tudi ime Oberkralj, ukulele, Oberlele. In se je pač v tej zvrsti začela delati glasba in aranžmaje, tako da je bila tudi luštna izkušnja. Ampak dejansko, ko meniš ukulele, noter je bilo koliko 5 navadnih ukulel, bila je ubas, se pravi basovski ukulele, plus harmonika. Ja, zavisi od skladbe, ampak načeloma je bilo tam med 5-6 ukulel, kontrabas ali ubas, pa harmonika, pa pač vokalni zbor pri zadnji skladbi. Tako da se da s tako zasedbo se da marsikaj narediti. Ne. Je pa tudi tako, da je zasedba spet velika in za naš trg mogoče prevelika. In na začetku, ko sem jaz začel, sem delal pač sam. Ne. Jaz sem posnel vse inštrumente sam. Pa je pa to ratalo zanimivo, je pa prišlo do tega, da pa ekipe ni bilo, da bi to v živo izvajale. Ne. So hodili, ne vem, razna vabila iz večjih televizij za nastope, ker je bilo dejansko aktualna zadeva, sploh malo kasneje pa rato ta ukulele boom pri nas. Ne. Ampak ni bilo ekipe, da bi dejansko lahko v živo predstavljala to glasbo, pa širila to. Kasneje smo naredili, je tudi zasedba bila, koncert 2 sta tudi, mislim, da ta dan nastala, ampak prvo pa to, ker je bilo prvo veliko za naprej furati. Drage gledalke, gledalci, pa si naredimo malce predaha. Skupina Lagarde in skladba Where Would I Be? Last night I was thinking about us. Where would you be if you weren't meant for me? Would you still smile? Would you be happy with someone else? Where would you be if you weren't meant for me? What if I hadn't met you that day? Would you be living your life far away? Who would know? Now it's useless to say. Where would you be if you weren't meant for me?
Where would I be if you weren't meant for me? 'Cause I don't want to think my whole life through. Where would I be if you weren't meant for me? Luka, pred približno 6 leti pa je nastala skupina Lagard. Kaj točno pomeni to ime? Dejansko nastanek imena je bil zelo tak, malo ekstra, ker razmišljal sem, kako poimenovati neko tako zasedbo. Neka vizija je že bila prej, kaj bi počel, kako ne bi to izgledalo, kaj bi delali, snemali. Ampak teh imenov je pa tudi najtežje najti nekaj, da ima neko težo, da nekaj predstavlja tisto, kar ti počneš. In jaz sem tudi šel, mislim, da je celo angleški slovar čez 900 strani. Vsako besedo posebej čez, če bi se mi karkoli utrl, pa ni bilo nič. In na koncu sem pristal na to, da se pač zloži skupaj neka beseda Lagard, iz besede gard, kot neka straža, kot neka zadnja linija pred nekim propadom te kvalitetne ali pa glasbe na nekem malo višjem nivoju. Tako da iz tega je pol Lagard nastal in tudi beseda pač kot taka, ko sem si rekel, predstavlja neko eleganco, neko težo in zato smo se pol tudi odločili, da tako ostane. V osnovni zasedbi ste dejansko samo trije. Potem so pa vsi ostali sodelujoči glasbeniki. Verjetno je ta koordinacija dela s sodelujočimi glasbeniki težavna, se mogoče motim? Veliko dela je, dejansko je veliko tega usklajevanja. Zdaj osnovna zasedba smo jaz, Peter Jeretina, pa Tilen Gavranović, na začetku je bil Miha Plantorić, pa prvi kitarist. Je bilo pa to pač namensko tako, ker sem si jaz tudi predstavljal delo Lagarda na takem nivoju, da se večina opravi ali v studiu ali na koncertih. Zdaj za uživo igranje je pač treba imeti orkester za tako zasedbo, kot smo mi. In tudi v studiu pač je bil tak način dela. Mi smo naredili svoje, jaz sem napisal glasbo, aranžmaje in smo poklicali, bukirali toliko ljudi, jih pripeljali v studio in tam dejansko naredili tisto, kar smo imeli planirano. Tako da je pa ta koordinacija z vsemi, na plošči smo imeli na koncu čez 90 glasbenikov, ko je sodeloval in to vse skupaj preklicati, organizirati, vse ne vem koliko ur mesecu dela studijskega. No, pa tudi z finančnega vidika je to treba nekako razmišljati, da to ni gratis, da je to treba nekako pokriti sploh. Ker smo se, mislim, jaz sem si vedno želel narediti glasbo na nekem najvišjem nivoju, ker si ga jaz lahko privoščim, ali ko mi ga znanje dopušča. Zato nismo šli, ne vem, enem komaratju dol v klet pa posnet nekaj, ampak sem rekel, ne, že od samega začetka smo šli v največ studio pri nas, z najboljšo opremo, z najboljšimi tonci, mixmeni, masteri, vse ostalo. In smo začeli že delati na tem nivoju, ker je bilo dobro, zato ker tudi, ne vem, en let kasneje, ko smo nadaljevali del, že ne moreš iti nazaj, ampak lahko samo gledaš naprej, kaj se da še izboljšati, naučiš se v prvih letih
dejansko način dela v kakem takem studiu, ne, ali pa kako se stvari streže, spoznavaš ljudi, spoznavaš glasbenike, za katere veš, da bi jih rad obdržal do konca plate zraven. Veš, kateri glasbeniki so tisti, ki pač ti spijejo energijo v studiu, pa veš, da je treba najti zamenjave, pa tako je. Tako, ja, zelo veliko dela, ampak jaz pravim, za mene osebno je bila to ena najboljših pa najdražjih šol, no, tako, kar se glasbe tiče, ker me zelo veseli ta produkcijski del odzad za tistem posnetkom, ko ga ponovadi lansiramo, ali pa video spotom ven, ne. Tako da tle sem probal združiti vse od samega začetka, od pisanja neke skladbe, nekih osnov, do aranžiranja, do producentskega dela, režiserskega, kasneje pa z video spoti, tako da vse v neko celoto, pač tisto, kar me zanima. Tako da. Torej, si tudi režiser videospotov. No, ne bi se zdaj imel za neki blaznega režiserja. Delam res z luštno ekipo, ko so nadarjeni za obdelavo video, ker jaz v tej stvari nisem doma, v videospotih tako. Je pa pač treba nek scenarij narediti, če že ustvarjaš neko glasbo, tudi čutiš tisto skladbo nekako drugače, kot nekdo, ki bi jo prvič slišal, pa bi probal nekaj narediti, tako da vse scenarije pa pol končno obliko, pa izbor kadrov, tiste vse moje ponovati, ja, ker se mi zdi, da je tako najlažji, ne zato, ker bi hotel vse narediti, ker me zelo moti to, da načeloma, da moraš samo se narediti, ampak enostavno je tako, da ti čutiš, veš, kaj bi rad imel in je dosti lažje, če enostavno poveš, to bi rad prikazal, to ne bi, pa v takem zaporedju. Potem takem skupina Lagarde funkcionira bolj kot ne v studiu, v snemanju videospotov, kaj pa koncertiranje? Tako kot sem že prej namenil, ne, zdaj Lagarde je iz produkcijskega pogleda že prevelika zasedba za kakšne manjše stvari. Ne. Jaz sem tudi že na začetku rekel, mi v trio ne bomo nikoli igrali, zato ker pa smo sam pač nek jazzovsko usmerjen trio in teh je pri nas veliko. Igramo vsi ostali tudi vse posod in špilanja nam ne manjka, da bi zato mogli igrati. Ne. In sem že tudi rekel, da če bo Lagarde na odru stal, mora imeti pač ekipo, tako ko si jo zberemo, da dopušča izvajanje teh aranžmajev, ko so tudi na plošči. Ne. Ker če nekdo sliši našo plato ali naše posnetke, pa si reče, tole pa res zveni, pa cel orkester, pa so godala, trobila, vse ostalo, do harfe nazaj. Pa pride pa kje, pa uživa na koncert, pa tam mi trije, pa še dva zraven stojita, ne, in je samo razočarane. Ne. In zato sem rekel, da Lagarde, pač, če bo delo uživo, mora imeti podkrepljeno ekipo, sam to je pa spet finančno malo posebej zgodba. Ne. Zdaj pri nas koncerti vsi organizatorji gledajo, da pridejo čim ceneje skozi, da čim več ostane v blagajni. Zdaj, če ti prideš kaj s pogojem, da rabiš od zadnje 20 ljudi ali pa 30 za spremljavo, pa vsakega treba plačati, ne, imaš hitro zaprta vrata ponovadi. Je pa, mislim, smo že igrali v živo, še bomo igrali v živo, tudi zdaj, mislim, da bo 17. marca je otvoritev odra v Delavskem domu v Zagorju in Karmen Cestnik je nam gre zelo na roke, tako da nam je tudi omogočila izvedbo pa predstavitev tam med drugimi sodelujočimi, pač je tudi Lagarde, tako da je tudi tam bomo pokazali, kar znamo. Glede samega koncertiranja, ne, je pa veliko bolj prisotna skupina Funk Fu, katere zasedbe si tudi ti. Kako si pa prišel k njim?
Tilen Garanović je pri meni kitarist. Oni so enkrat vmes je bilo, ko so rabili basista. In je klical, če me pač zanima. Ne. Rekel, me zanima, ne, ker poznal sem ekipo, vedel sem, da delajo dobro glasbo, ne. Vedel sem, da je neka energija mladostniška med njimi. In zato sem rekel, ja, okej, pridem. Me pa zanimalo tudi iz tega vidika, ker jaz pri Lagardu sem opravljal vse, ne, od produkcija, aranžiranje in skrbeti za vse ostalo, kar ta mašina potegne zraven, ne, v teh 5 letih. Se je pa zanemaril delo basista znotraj Lagarda, ne. In Funk Fu sem jaz tudi zato se veselil, ker sem rekel, okej, pri Lagardu je pač druga zgodba, v Funk Fu grem pa striktno kot basist in tam lahko pač delam tisto, kar ne bi bilo moje poslanstvo, ne, in lahko tudi majčkeno razvijaš in tehniko in vse ostalo, da ne zaspiš, ne. Kakšno glasbo pa špila Funk Fu? Kakšen je njihov oziroma vaš repertoar? Mislim, repertoar je zelo razgiban, ne, je pa nekako sloni na teh soul, funk glasbi. Ne vem, se mi zdi, da ima ekipa zelo veliko za ponuditi, kar se tiče nekega momenta ali na koncertih ali na plošči. Tudi člani vsi so zelo izobraženi, zelo razgledani, tudi kar se tiče ustvarjanja glasbe. Prav, jaz sem tam kot basist zaenkrat, ampak kar se tiče ustvarjanja glasbe, se mi zdi, da Tilen Garanović ima kar zelo na nivoju vse skupaj drži. In ne vem, se mi zdi, da ta ekipa, da lahko nekaj tudi ponudbo poslušalcem. Kolikor se spomnim, Funk Fu je začel s preigravanjem znanih komadov, priredbo znanih komadov. Kaj pa avtorska glasba? Glih to se zadnje leta se je obrnilo, jaz od začetka nisem bil tam, se pa zadnje leta pač tako Lagard za 5 let je bil pač album z isto Funk Fu, ima letos 5 let in tudi pripravljamo teren za ploščo in pač se dela v večini samo še na avtorskih skladbah, pa zelo, zelo malo na kakih priredbah. Ne. Je pa tako, če greš v živo igrati s tako zasedbo, ne, ali pa s katerokoli zasedbo, ko ni tako prepoznavna, ne, da je tudi treba odigrati kakega Michael Jacksona ali pa karkoli drugega vmes, zato da se malo prebije let, ne, ponovadi. Ampak delo z glasbo pri tebi ni samo v teh glasbenih skupinah, zasedbah, ampak je tudi profesionalno, ne. Delaš v trgovini z glasbili pa glasbeni pripomočki Hartmann v Ljubljani, kjer v bistvu nekako usmerjaš, svetuješ kupcem, kaj je boljše, kaj je manj dobro, kaj bi bilo lahko primerno za njih. Kaj pa to delo, v bistvu, recimo temu svetovalca, nekoga, ki izobražuje, je to v bistvu tudi del tega tvojega poslanstva? Ja, mislim, vsekakor. Pri meni je bila že od otroštva neka želja najprej zelo, zelo dolg let biti tonski tehnik, ne, v studiu, ne v živo, ali pa imeti neko svojo trgovino z glasbili, ne, tako da dejansko ni delč padlo do vsega, kar sem si kot otrok želel, ne. Jaz pravim tako, da tudi v življenju imaš nekaj, kar ti prinaša kruh ponavadi, pa imaš nekaj, kar ti prinaša srečo ali pa nek hobi. In če imaš srečo, imaš to združen. In pri meni se je nekako to poklopilo. Tako da ja, ta del, da si obkrožen z vsemi
inštrumenti in z vsemi glasbeniki, je kar zelo prijeten del, je sicer, ne, je pa dejstvo, pač, da je to, ko karkoli obrneva delo z ljudmi, ima svoje pomanjkljivosti tudi, ali pa slabosti, glih tako kot prednosti. Ne. Zdajšnja mladina, sedanja mladina, ne, starši, ko pripeljejo svoje otroke, za kakšne inštrumente se največ odločajo? Še kar je glavnina, pač so kitare, klaviature, načeloma. Tako da harmonik, tako ki jih je bilo v mojih cajtih, je zelo, zelo malo. Ne. Pravim, večina so kitaristi. Ne. Je pa tako trend, se mi zdi, da tudi vsi kitaristi ne ostanejo kitaristi, ampak se bolj prelevijo, kot smo se mi iz harmonik, ker se mi zdi, da glavnina tistih, ki so bili moji sošolci, tudi Matej Fele, ni na harmoniku stal, ampak je šel na kitaro. Tudi zdaj zamenjajo, prej ali slej grejo pač v nekaj drugega ali pstijo. Ne zdržijo vsi do konca, ne, pač je sam nek zanos otroški ali mladostniški, ne, pa pol pstijo, ampak glavnina so pa kitaristi. Ja. Ampak mogoče pa celo prednost dela v trgovini. Ne? Ti imaš možnost preizkusiti različne inštrumente, za katere se lahko mogoče kasneje odločiš, da so to primerni zate, ali pa pač še čakaš, da bo kaj bolj svežega, kaj bolj uporabnega prišlo na police. Ja, bom rekel tako, isto, ki je rekel Billy Sheehan, zasedbe Mr. Big, ki je tudi delal od začetka v glasbeni trgovini in je rekel, da je to pač bilo neka najboljša izkušnja v življenju, kar je lahko dobil. In ni delč od tega dejansko. Imaš neko pogled v vse, kar se dogaja okrog tebe, v vse novitete. Lahko dejansko sprobaš kar češ, kar ti pride pod roke. Če te zanimajo te stvari, to je spet ločiti, ali si ti v trgovini kot trgovec in greš res sam po plačo, hodiš sam za plačo, ali si pa ti v trgovini zato, ker te zanimajo vse te stvari. Tako da je prednost, jaz tudi mislim, da zaradi razvoja samega glasbenega, tudi pri meni, če bi delal v čemarkoli drugem, se mi zdi, da bi se kompletno vse zasukali čisto v drugo smer. Pa mogoče bas kitare. Ti igraš 4-strunsko bas kitaro, 5-strunsko, no evo, vidiš. Razlika med igranjem 5-strunske oziroma 4-strunske kitare, bas kitare. Kje je največji poudarek, se pravi mogoče pri sami melodiki na 5-strunski ali bolj ritmično 4-strunska? Kaj je tisto, kar te potegne na 5-strunsko? Zdaj 4, 5, 6 strun, vsaj pri meni ni bilo neke druge izbire, kakor to, da pač 5-strunski bas je bistveno lažji za igrati, pač imaš še eno struno nižje dol kot prvo, pa vse je bolj pod roko. Ne rabiš toliko skakati kot pri 4-strunskem basu in najbolj se to izkaže glih v taki zvrsti, ko je meni bliz ali v swingu ali v jazzerskih vodih, ko je veliko igrajna in da ni treba res toliko skakati gor pa dol, da imaš vse lepo pod prstom. In tudi orkestri zelo, zelo veliko pišejo tudi za 5 strune, tako da se mi zdi, da če češ nekako poigrati vse to, kar se danes piše ali posluša, je kar treba imeti 5-strunski bas. V redu. Za zaključek pa povejva našim gledalcem, da imaš ti še prav zanimiv hobi, ustvarjanje izdelkov iz lesa. Kaj točno delaš? To je pa meditativno. Hobi, pipe so še kar moj
primaren hobi. Eni imajo pač šport, eni imajo karkoli drugega za pomiritev ali za nek preklop med tistem, kar opravljaš, kar pa meni je tako. Ne. Doma je ustvarjanje glasbe, pa se 1 uro pelem, pa pridem v službo, ko sem obkrožen sam s kitarom pa s klaviaturami, pridem nazaj domov, grem čez stopnišček, so spet same kitare in pridem domov, poslušam samo muziko in razkus nekaj okrog glasbe, ne, se vrti in se mi zdi, da je treba imeti nek moment, kjer lahko presekaš pa delaš še kaj drugega, ne. In mislim, da je bilo leta 2018, sva bila s punco na Siciliji in sva šla mimo tam po ulici pod Etno in sem jaz videl tam neko tobakarijo in sem rekel, greva mimo pa vidim same pipe noter v tisti izložbi. In sva mogla iti not in si jo mogel kupiti, ne, ker je, mislim, meni kot izdelek je bil že predtem, ne vem, lep, dejansko, tako estetsko narejen, pa ga nisem ne kadil, ne nikoli v rok držal, ampak tako lepo izgledal in sem mogel iti kupiti. In iz tistega je pa ratala neka ljubezen, ki sem videl, pač to je lesen izdelek, mogoče pa jaz to znal sam narediti, ne. In ni bilo dolgo, ko sem začel pol iz Toskane, Sicilije, Ukrajine, iz vse posod material dobavljati, pa prebirati razne knjige, pa forume, kako se te stvari streže, ne. In tako so nastale prve pipe, ja. Pa so pipe namenjene svoji lastni zbirki ali jih tudi mogoče prodajaš? Ne, jaz pipo imam samo eno svojo, ker gre vse ostalo naprej. Bi si želel narediti jih še več, ampak časovno tudi zaradi glasbe pa vsega, kar se ustvarjalo, dogaja, mi ne znese, ne, ampak vse, kar je bilo do zdaj narejenega, je šlo vse naprej po, mislim, dejansko po naročilu. Ja. Ampak mogoče samo za informacijo. Koliko časa potrebuješ, da izdelaš eno kakovostno pipo? Vrti se tam nek med 60 pa dobrih 100 ur dela, ne, ročnega. Tako da je kar... Pa to praviš samo pipč ali imaš še drugi inštrument? Ja, ne, je vse kompletno ročno. Ok, mašine za kaj za pobrust, ok, za kaj prevrtati, ne grem na roke. Ampak vse ostalo, kar je pa vse ročno, zato pač nanese. Ne, se če bi hotel nekaj na hiter narediti, ampak zato je namen hobija, da se zvečer usedeš pa narediš nekaj, probaš narediti nekaj kvalitetnega isto kot v glasbe. Ne. Se pravi, v bistvu z izdelavo izdelkov iz lesa ukvarjaš cirka 5 let. Pa si že razmišljal o tem, da bi si naredil svojo lastno bas kitaro? Imam že material, ampak cajta ni, tako da je, že prištiman, gremo vsak dan mimo tistega kupa, zaenkrat je še kup. Bo enkrat bo tudi, ampak to je pač čist nek raziskovalen projekt preko, kar da bi pač res želel imeti še eno bas kitaro ali pa da bi želel imeti neko bas kitaro, ko sem jo sam naredil, ampak bolj zato, ker me zanima, kako se to naredi. Drage gledalke in gledalci, za zaključek pa si pogledamo še skladbo Ludi mlad, ki so jo posneli skupaj Emir Ibrkić in pa skupina Lagard. Kad sam bio ludi mlad, nisi me gledala kosa. Zavodila si pogledom svojim kao uzimam ti dar. Vidio sam sliku iz bajke, beba ti i ja. Ali pak bio sam ludi mlad. Sam samo jedna
žrtva prevare. Izgubljen sam, stojim, pijem, ne krijem, vraćam ovu priču u vrijeme kraj tebe, da osjetim tvoje dodire. Na, 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 na. Vidim spas u tugi, tonem sve dublje. Hoću da se spasim ove mržnje do sebe, jer ništa nije vrijedno kao ti, moja ljubavi. I naša lijepa prošlost koju si krojila ti. Našao sam smisao života, s njom mi ništa nije vreme. Sad me ona zove tata, al zato nosi tvoje ime. Pusti da budem ludi mlad, daj da budem ludi mlad. Luka, veselilo me je, da si gostoval v oddaji Kulturni kolač in seveda ti želim v svojem in imenu gledalcev obilo lepih izkušenj, veliko krasnih koncertov in pa seveda veliko ustvarjalnega dela. Hvala za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa želim seveda tudi veliko kulturnih dogodkov in kmalu nasvidenja.